Torej, za cerkev svetega Jožefa v Soči nad Bovcem latinski rek inter arma muse silent ne drži. Namreč ta cerkev je bila poslikana tako med Prvo svetovno vojno kot tudi med Drugo svetovno vojno. Ta dva vojaška spopada svetovnih razsežnosti sta torej pustila umetniški pečat na enem samem spomeniku in to je izjemno dejstvo. V času Prve svetovne vojne je cerkev poslikal in zanjo prispeval še druga umetniška dela češki umetnik Jozef Vahal. Gre za ime, ki je na Slovenskem relativno neznano, na Češkem pa v obdobju zadnjih 50 let doživlja pravo renesanso. Žal se poslikava, ki jo je izvedel v cerkvi, do danes ni ohranila, saj jo je prekrila kraljeva, pa vendar v vasi Soča ohranjajo spomin na tega umetnika, namreč lani poleti so odprli poslovilni objekt, ki sta ga zasnovala dva češka arhitekta, v notranjščino pa so umestili dela, ki so nastala po njegovih poslikavah oziroma po njegovih upodobitvah v njegovem vojaškem molitveniku, ki ga je pisal in ilustriral v času bivanja na Soški fronti. Med Drugo svetovno vojno pa je cerkev poslikal Tone Kralj. In s tem se seveda ta cerkev umešča v njegov primorski opus, ki obsega torej več kot 40 cerkva, za katere je kralj v času pred, med in po Drugi svetovni vojni prispeval svoja umetniška dela. Na ta način je Primorcem v težkih časih izražal podporo, hkrati pa poudarjal in krepil tudi narodnostni značaj. Namreč hotel je poudariti skozi svoja dela, da so na tem prostoru vedno živeli Slovenci. In kako je to izražal z ikonografijo v svojih delih? Naprimer, v te upodobitve je običajno vključeval svetega Cirila in Metoda, apostola Slovanov, torej kot slovanska svetnika. Za cerkev v Soči pa je nabor teh slovanskih svetnikov še bistveno razširil. Kar 12 jih lahko naštejemo, če pa tej skupini prištejemo še upodobitvi svetniških kandidatov škofa Antona Martina Slomška in škofa Friderika Irineja Baraga, pa je ta nabor torej kar impozanten, 14 svetniških osebnosti. In ta motivika je v slovenskem prostoru izredno redka. Naslednje, kar dela to cerkev izjemno, je tudi celostni ambient, ki ga je ustvaril Tone Kralj, ki je torej poleg slikarskih del za cerkev prispeval tudi načrte za njeno opremo in arhitekturne posege. Ti so se ohranili. In to je edina cerkev v njegovem opusu, ki se najbolj približa njegovemu idealu celostnega ambienta. Namreč njegova nikoli uresničena želja je bila, da bi po njegovih načrtih zgradili cerkev, ki bi jo sam s svojimi deli tudi opremil. In cerkev v Soči je torej najbližje tej njegovi ideji. Sicer pa sem raziskala tudi starejšo zgodovino cerkve. Prvič do sedaj so bile opravljene temeljitejše arhivske raziskave, ki so prinesle odgovor na več vprašanj, med drugim tudi na to, kdaj je bila cerkev izgrajena, kakšni so bili načrti, na katerega dne je bila posvečena in kako je izgledala v preteklosti. Pri tem sem se oprla na poročila vizitatorjev, kot tudi na stare inventarje. Sicer pa knjigo spremlja tudi bogato slikovno gradivo, nekaj ga prihaja iz arhivskih zbirk, nekaj pa je seveda, oziroma večina pa obeležuje sedanje stanje. Pri tem se zahvaljujem sodelavcu Andreju Furlanu, ki je poskrbel za to gradivo, in tudi Nejcu Berniku, ki je poskrbel za posnetke z brezpilotnim letalnikom, tako da si cerkev lahko pogledamo tudi iz ptičje perspektive. Hvala lepa.